Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. 14 dni je naokoli in mi se spet poslušamo v podkastu Mladost na kmetiji. Danes je z mano Ajda Podlesnik, ki prihaja iz družinske kmetije v Svibnem. Je druga od 4 otrok, ima 2 brata, Gabra in Domna, in sestro Zalo. Ajda je trenutno študentka 3. letnika kemijske tehnologije v Mariboru. Prevzemnik kmetije bo postal starejši brat Gaber, mlajši brat Domen je že redno zaposlen, sestra Zala pa obiskuje škofijsko gimnazijo v Šentvidu. Tako da vsak po svojih zmožnostih dela in pomaga na kmetiji. Ajda pa je zelo dejavna tudi na družbenih omrežjih. Lepo pozdravljena. Dober dan, živja. Da najprej začneva pri vaši domači kmetiji. S čim se ukvarjate? Ukvarjamo se predvsem z živinorejo, oddajamo mleko v zelene doline. Sicer imamo pa tukaj tudi nekaj gozda, tako da brata sta pridna tudi v gozdu, delata tudi usluge in pa podobne stvari. Drugače imamo pa tudi doma neki za sebe pridelujemo pač hrano, kakor se le da. Koliko živali pa imate? Zdaj imamo okoli 100 glav živine. Kar Od veliko. tega, sem bila prav presenečena. Me je v bistvu Gaber, starejši brat, prej mal update s temi podatki. In sem bila tako, wow, vse pridno se širimo in sem bila zelo vesela. Tako da od tega je pa okoli 50 glav, v bistvu 50 krav, na kateri se mozajo. Tako da tudi kar nekaj mleka, ne? Glede na to, da je več otrok na kmetiji in tudi veliko dela, kako si ga razdelite, kdo kaj postori? V večini dela upravlja Gaber sam, ker je pač predvideno je, da bo bodoči mladi prevzemnik. Torej to je že določeno? Ja, načeloma, ja. In tudi ostali mislim, da se kar strinjamo s tem vsi. Hodil je tudi na kmetijsko šolo, tako da on zdaj je zelo priden, res priden. In v bistvu največ dejavnosti sam opravlja. Pomagamo pa tudi veliko Domen, kakor mu le uspe pač službo kombinirati in tako naprej. Pa smo pa tukaj še Zala in pa jaz. Pomagamo predvsem pač, kar je tako za vikend, ko pridemo domov, ali pa tako, kadar smo doma, pač predvsem v kuhinji, pa delo zunaj, pač kar je treba tako malo okolico urediti. Pa tako naprej. No. Velikokrat se zgodi, da nas je tudi več ljudi, mi rečemo, da pridajo ljudje v naj, se pravi, ko pridajo še drugi pomagati, takrat se predvsem aktiviramo in pomagamo pač v kuhinji, da se pripravi hrana in tako naprej. In pa tudi z delom zunaj, ker res je, da imamo tudi še veliko enih območij, ko jih je treba obdelati na roke, takrat pridemo tudi mi v akcijo. Tukaj je pa tudi zelo dejavna in pridna naša mami, ki sicer hodi še v službo, ampak poleg tega tudi zelo veliko pomaga na kmetiji. Zdaj na dvorišču sem videla tudi nekaj traktorjev, a tudi ti rada sedeš van in se z njim odpelješ? Če povem iskreno, ne. Ne? Ne. Zelo sem vesela, da imam 2 brata in v bistvu že kot mala nikoli nisem prišla na vrsto, da bi sploh se usedla, niti nisem imela nikoli neke želje po tem strojnem delu. V bistvu je Gaber itak bil ta prvi, ko je sedel za traktor, mene so tudi nekaj pol tako učili, tako da sicer znam voziti traktor. Najbolj tistega vrtnega smo včasih imeli, malo manjšega, zdaj so mi ga prodali, tako da zdaj tudi tega nimam. S temi velikimi stroji se pa jaz iskreno ne rada preveč ubadam, ker je tudi, se mi zdi tako moško delo in tudi v bistvu nimamo toliko tega, da pač toliko potrebe, da bi tudi še ostali, ker imamo pa še tukaj zelo veliko družino, so še kaki bratranci pa pridajo pomagati ali pa sosedje pridajo pomagati s traktorji, tako da niti ni potrebno. Ampak če bi že bilo treba, bi Ajda Če bi bilo skočila. treba, pa seveda bi, ja. Se rada učim, tako da tudi to bi se sigurno naučila, tako da ne bi bil problem. Katero pa je tvoje najljubše kmečko pravilo, če bi mogla enega izpostaviti? Katerega bi? To je zelo težko. Mislim, da bi tako lahko rekla najljubše, v bistvu ni težko, če si pač pripravljen. Pač karkoli je treba narediti, veš, da je treba narediti in če si pripravljen to narediti in da greš z neko z ljubeznijo, z nekim
z neko željo potem, da to naredimo skupaj, ajde, gremo, naredimo in je fertik in bomo vsi zadovoljni, pa v bistvu ni nič težko. Tako, rada grem, če imam čas, če mi čas dopušča, se pravi, če nimam kakih drugih dejavnosti ali pa da se bi mi kam mudil, grem rada tudi v štalo, kdaj naše kravice pomost. Seveda, najraj imam, če gre se mi pridruži tudi Zala, ker je pa tako timsko delo, veliko se lahko me še pogovarjamo, ono treto in je tako pač mine čas, ko bi rekel keks. Tako da, mogoče tako, ja, da grem pomost krave ali pa poleti na travnik. Jaz rečem pač, kdo rabi morje, ne, gremo tam na travnik, pa dobimo lepo tako zagorelo polt, pa družimo se. Ampak seveda, če je želja in volja, ne, pač na silo ne gre. Tako. Kakšno zadovoljstvo pa ti ob koncu dneva predstavlja delo, opravljeno delo? Predvsem nekako, da smo... Najbolj se mi nekako utrne, oziroma imam v spominu, tako te poletni večeri, ko se vsi, cela družina zberemo tam zunaj pred hišo, se usedemo, spijemo kak sok, pivo, vino, kakorkoli in se tako, in fajn smo danes delali. Pač tisti tak mir in zadovoljstvo, pač to težko se opiše te trenutke, ampak so res taki, ta povezanost, ko nas v bistvu delo poveže in druži in... veselje in tako, res, ne vem, tako zelo prijetni občutki, no, ob končanem delu, res. Kot sem omenila že prej, si zelo dejavna na družbenih omrežjih. Skozi zabavno video vsebino kmetijstvo in delo nasploh želiš približati tudi mladim. Kako je prišlo do tega, da si sploh začela objavljati oziroma sodelovati pri takšnih objavah? To je bilo zelo spontano, ker če bi mi rekel nekdo enih 5 let nazaj, da bom to jaz rekla, pa ni osnovnih pogojev, ne. Ampak pa je prišla pa korona in jaz, ko sem zelo tako dejavna in aktivna, pač moram imeti zapolnjen urnik v popolnosti, mi je pač bilo dolg čas. In sem rekla, nekaj moram, jaz ne moram biti sam doma, sej res je, da je dovolj pač veliko dela doma, ampak takrat nismo hodili v šolo, ne, vse je bilo online, ono treto. In sem rekla, noč, pa se bom jaz prijavila na tole, ne. Takrat je mami mi dala tako na mizo in sem rekla, pač razpis za prijavo za Mlečno kraljico. In sem takrat rekla, noč, pa grem pa probat, sej izgubiti nimam kaj, ne. In sem se res prijavila. Uspešno sem bila pa tudi povabljena, oziroma uspešno so me tudi pol izbrali, kar sem bila zelo vesela. Nisem pa vedela niti, kaj me čaka, kako bo to izgledalo. V bistvu nobeden ni vedel. Kar je bilo v bistvu na nek način še najboljš, ker si vržen v to noter in pač speleš, kakor pač bo, ne. In takrat smo v bistvu začeli itak z objavljanjem na družabnih omrežjih, predvsem smo začeli s snemanjem na TikToku, ker je bila seveda korona in tudi drugih aktivnosti kot Mlečna kraljica načeloma ni bilo toliko kot sicer. In je bilo zelo pač lepo sprejeto, na TikToku zelo lepe številke, tudi ogledov smo prejeli in tako da... Ravno to sem te hotela tudi vprašati, kakšni so bili komentarji, odzivi? Zelo pozitivni, od začetka sploh, ker te vsebine, res je sicer, da je bil tudi TikTok takrat v nekem zagonu in te vsebine ni bilo, sploh slovenske ne, in smo v bistvu bili ta prvi, ko smo s tem začeli, tako da so bili odzivi zelo pozitivni, ja. Pa misliš, da s tem objavami lahko mlade navdušite za kmetijstvo? Da bo pa mogoče kdo rekel, to je fajn, jaz bi tudi to. Sigurno pač je en kamenček v tem mozaiku mogoče, ki ga lahko gradimo, da tudi damo neko lepo podobo na kmetijstvo in da je tudi družbeno sprejemljivo delo to, na nek način, da to predstavimo. Sicer, da nekoga prepričaš v to s temi posnetki, to težko. Se mi zdi pa tudi toliko bolj pomembno, da smo mi tisti, ki nekako tudi ljudi, ki niso s kmetije, ozaveščamo o tem, pač o pomenu kmetijstva in pa kaj sploh dela kmet, da imajo pač tudi ljudje iz mest pač neko predstavo, da ne rečejo, da je krava vijolična, recimo, ampak da jim podamo to vsebino, možnost, da spremljajo tudi nas na teh omrežjih, no. Predvsem na TikToku, ki je res tako omrežje, ki zajame velike generacije, se mi zdi že zdaj in predvsem mlade, no. Pa meniš, da je danes premalo mladih kmetov? Ja, to zagotovo.
Je pa težko zdaj nekako to nasloviti problematiko samo na mlade. Se mi zdi, da je to en tak mal večplasten problem, medgeneracijski problem, ker je zelo pomembno, moramo se zavedati, da zdaj smo mladi, imamo malo drugačne potrebe, kot včasih, pač kmetijstvo zajema oziroma delo na kmetiji človeka 24 ur na dan, 7 dni v tednu, in se tega mladi zavedajo. Zavedamo se pa tudi, da bi radi šli malo na dopust oziroma počitek je zelo pomemben, na dopust mogoče tudi kakšne druge aktivnosti, so pa tukaj tudi starejši, ne, kjer je zelo pomembno na kak način in kdaj predajo kmetijo mladim. Zato se mi zdi tudi zelo pomembno, da nekako družina se vzgaja v nekih dobrih medgeneracijskih odnosih, da potem ne prihaja tukaj do nekih konfliktov in težav in pa seveda, da si vsi pomagamo med sabo in pa poslušamo, ne. Poslušamo potrebe enega, poslušamo potrebe drugega in se nekako probamo prilagoditi v čim večji meri in pa seveda pomagati, da nismo zdaj z glavo skozi zid, ampak da najdemo pa iščemo neke skupne rešitve. Se mi zdi, da je to na kmetiji še veliko toliko bolj pomembno, kakor pa pač v kakšnem drugem poslu. Pa meniš, da se spreminja pogled na kmete v smislu, da je bila mogoče beseda kmet včasih tudi nekaj slabega, slabšalna? Ja, to lahko trdim z gotovostjo. Se mi zdi včasih, ko sem jaz bila tudi v osnovni šoli, sicer mi nikoli ni bilo neprijetno povedati, da sem s kmetije, ker jaz sem to vedno dojela, tudi ko sem bila vzgojena, da je to nekaj pozitivnega. Se mi zdi, da pa mogoče nekateri moji vrstniki pa so se tega malo drugače gledali na to, ampak zdaj pa mislim, da je to že kar drugače. Imam tudi sestro Zalo in se mi zdi, da je to bilo tako, kakor smo se pogovarjali, veliko boljš sprejet v družbi in med mladimi, kakor pa včasih. Mogoče je to tudi doprineslo k tem ta ozaveščanju v kmetijstvu, pač tudi na teh družabnih omrežjih, pa na teh platformah, mogoče tudi vzgoja malo, več stvari, ki lahko vplivajo na to. Tako da. Že 1 leto pa imaš tudi svojo štalo. Zdaj si poslušalci verjetno predstavljajo veliko štalo krav, ampak temu ni tako. Kakšno štalo imaš? To je malo drugačna štala, kakor je nam znano. Oziroma tako sem rekla, ja nič, doma imamo eno štalo, jaz bi tudi imela svojo štalo. In zdaj tako, kjer me spremlja tudi na družabnih omrežjih, lahko vidi, da svoje vikende preživljam precej v tej moji štali in to je sicer lokal, gostilna štala, kjer se pač zbiramo mladi oziroma itak, vsak je dobrodošel. Jaz sem kot v bistvu že pri 16 letih sem začela pomagati tudi tako v bližnjih gostilnah, pač pomagala sem streči hrano, pijačo. Zdaj sem pa prišla do točke, ko sem rekla, ali bom imela za nekaj svojega, ali pa pač zaključim to kariero na tem področju. Tako, in takrat je bilo glih pravi čas na pravem mestu in sva s kolegom, s prijateljem Aljažem, sva se odločila, da bova prevzela ta lokal. In zdaj kmalu bo 1 leto od tega, tako da čas mine, ko bi pač ko nič. Se tudi sama kar težko verjamem. In ja, je lokal, kamor pridejo mladi, naši sovaščani in mislim, da tudi kar v redu in lepo sprejet, čeprav od začetka štala je bilo mogoče malo tako, ni vsak razumel tega imena, ampak mislim, da je tako zdaj odlično sprejeto. Pridejo tudi mladi, tudi iz spodnje Savinjske doline, naši podeželani večkrat pridejo in me presenetijo, kar sem tudi zelo vesela. Da imate kar tam mogoče kakšen sestank pa druženje. Tudi kaj takega, ja, velikrat, ja. Tako sem rekla, tudi v vasi mora biti gasilni dom, cerkev in pa gostilna. Tako pač je in nekako nadaljujemo s to tradicijo, ker sicer pa se pač moramo priznati, da je to en kraj, kjer se zbiramo, kjer se nabirajo neke ideje. Mogoče se pač nekdo pride, pa pride en ta tret, ki pač sploh se ne zmeniš, ampak je tako spontano druženje pa nastane, neke spontane ideje in pa mogoče tudi kakšne spontane rešitve, tako da nek tak križišče mladih, recimo, ampak da tu v našem prevzameš kraju. lokal, rabiš kar nekaj poguma. Ja. Pri mladih letih, veliko je enih papirjev, si predstavljam, organizacije. Ja, sigurno več, kot je bilo od začetka mišljeno, ampak to je bila taka odločitev, ko smo
ne preveč razmišljala, ampak sam dejmo, treba je narediti, ker se mi zdi, se vsaka stvar je tako, ko začneš nekaj razmišljati, pa preveč, ja, pa je treba on, pa je treba tret, pa si tako, kaj pa če raj ne, kaj pa ne, tako, se mi zdi ta odločitev bila res tako hitro sprejeta, ampak je ne obžalujem, ker sem veliko se naučila s tem in pa si tako, ko se odločiš, rečeš, ok, zdaj pa dejmo, ok, rabimo to, rabimo ono, rabimo tretjo, ampak ne bomo obupali, zaradi tega, ker smo se odločili, da bomo to speljali in bomo speljali, ne. In tako da je tudi prav. In tako, ja, tako je prav, ja. Drugače, vsaka odločitev terja pač veliko enega poguma in veliko enih, ne vem, nekih sprejemanih, nekih odgovornosti, ampak če začneš preveč overthinkati o tem, pol se na koncu gotoviš, da se nič ne splača, pa da boljš, da nič ne delaš. Tako da, ampak jaz sem tudi tak človek, rabim nove izzive, nove podvige in to je bilo tako zelo primerno temu. Napisala si mi tudi, da se ukvarja s 101 stvarjo. Med drugimi si obiskovala glasbeno šolo in mažoretke. Ja. Katero glasbilo si igrala? Igrala sem klarinet. Ne vem zakaj. Jaz sem takrat rekla, jaz hočem v glasbeno šolo, nekaj bi igrala, tudi ko sem prišla tja na vpis, rekla, ne vem, nekaj bi, mi vseeno kaj. In tako so me dali, tako verjetno takrat ni bilo veliko povpraševanja po klarinetu in sem se vpisala na klarinet in takrat sem dobila enega odličnega profesorja, ki mi je mogoče dal tudi veliko enih ne samo znanje o klarinetu, ampak tudi nasplošno za življenje, eno popotnico, tako zelo lepo. Tudi sam je prihajal iz kmetije, Primož Razboršek je bil to. Tudi sam je prihajal iz kmetije, tako da sva večkrat tudi kako kmetijsko rekla na naših urah klarineta. Takrat smo pol tudi ustvarjali neko skupino, komorno skupino, kjer smo se tudi vsi zelo dobro razumeli, kar je tudi pripomoglo k temu, da sem vztrajala in da sem naredila to glasbeno šolo, ker drugače bi sigurno pač prej obupala ob tokih dejavnostih in teh stvareh, ampak je ena tako lepa popotnica bila tudi naprej za življenje. Bila sem pa tudi pri mažoretkah, ja. Od kje veselje za to? Ne vem. Mami me je opisala v vrtcu že pač k tem mažoretkam, pač da se malo ukvarjam s tem športom. Jaz sem, v bistvu je bilo zelo veliko punc, se nas je takrat upisali skupaj, mami se je pa takrat mislila, se to bo 1-2 leti, pa je bo pa tako minilo, ampak ne, jaz nisem tako narejena, jaz vztrajam in grizem do konca, dokler pač le gre. In zato smo tudi takrat pri mažoretkah so bili treningi zelo pogosti in zelo tako aktivni, ker smo se pripravljali tudi na državna tekmovanja, šle smo tudi na evropsko tekmovanje, oziroma smo se pripravljali in uspešno tudi osvojile evropske prvakinje smo bile. Zdaj bi mogla dobro pomisliti, kjerga leta je to bilo. Tako da ja, smo bili zelo, zelo aktivne in pridne. Te treningi so bili tudi tako 3-krat, 4-krat, v bistvu skoraj vsak dan, tudi takrat, ko smo se pripravljale. In je bilo tudi takrat že veliko odrekanj in ja, ene organizacije tudi potrebne za to. Verjetno so te potem tudi doma malo pogrešali na kmetijskem delu. Ja, spomnim se, kako je to bilo, popoldne sem imela trening, ajde, nič, dopoldne pa to. In pač vse je bilo treba prej postoriti, da sem lahko šla pol na trening, ne. Sicer je pa res, moram priznati, tudi podporo družine moram res izpostaviti, ker je meni bilo res omogočen glih vsaka stvar, ko sem si jo zmislila. Ampak na ta način sem se tudi sama učila in gradila in da sem pa zdaj tu, kjer sem. Seveda pa še zmeri pa ni bilo izključeno to delo na kmetiji in pač vse, kar je bilo treba postoriti, ampak pač z neko pravo organizacijo pa z nekim pravim načrtom je to vse skupaj šlo, tako da. Ko sva ravno pri družini, vidim, da ti veliko pomeni. Kako bi opisala to, kar imate? Ja, družina, to je res ena taka primarna celica, iz kje izvira pač vse, pol tudi delo, karkoli opravljaš, na kateremkoli področju, je v bistvu neka, v bistvu tukaj se vse začne.
in kako si pač vzgoja in kakšne vrednote imaš. Sploh pa tako na družini, na kmetiji je zelo pomembno ta družina, da se podpiramo en drugega, da se poslušamo en drugega. Pač sej pridejo tudi težki trenutki, ampak takrat je zelo pomembno, da stopimo skupaj in tega te nauči družina. Tudi potem v poslu, kjerkoli, karkoli, v skupnosti, ko deluješ, izhajaš in deluješ tako, kot si naučen nekako v družini. Ali boš takrat stisnil, pač ko pride do neke težave, problema kjerkoli v življenju, ali boš takrat stisnil, pa si pomagal, ali pa pač rečeš, no, to pa ni moja stvar. In pač, če je družina tista, ki drži skupaj in da si tega naučen že od malega, se mi zdi, da je tudi lepa popotnica za naprej, za življenje. Tako da ja, imam neko, pač zdi se mi zelo pomembno, zelo pomembna družina. In si je v prihodnje tudi želiš. Ja, sigurno, definitivno. Si pa tudi gasilka. Ja. Sodeluješ kaj na tekmovanjih, imate morda žensko ekipo? Tudi ženska ekipa se združi, kadar je to potrebno. Sicer je, pač to je tako, mi smo zelo ne preveč tekmovalno društvo, se udeležujemo teh tekmovanj, predvsem na občinski ravni, ampak smo bolj zgolj iz tega, da gre za neko druženje, da se povežemo, da tudi punce, ženske se naberemo na kup in da imamo tisto 1 uro odklopa, naštudiramo tiste vaje, se malo podružimo, malo povemo, pač razne stvari. Tako da ja, ni zdaj to neki zelo, da bi bili tekmovanje, ampak gre bolj za neko druženje. Sama rada pripomorem tudi k tem društvu, kakor mi le čas dopušča. Rada se tudi ukvarjam z mladino, da mlade pripravljam do tekmovanj in do tega, ker se mi zdi tudi zelo pomembno, da pač če jih bomo mi vzgajali v tej smeri pač in jih navduševali nad temi stvarmi, pol pa se pač tudi nekako skupnost v vasi, sploh v taki mali vasi, ki nima veliko aktivnosti, da se vsaj tukaj družimo in aktivno sodelujemo. Zdaj aktivna pa si še pri podeželski mladini, govedorejskem društvu Laško Radeče in pri soustvarjanju dogodkov in promociji zavoda Senino meso in mleko. Kaj ti pomeni, da si članica vsega tega, da sodeluješ v tem? V bistvu pomeni mi zelo veliko, da sem del tega, ker sem v bistvu na ta način nekako soustvarjam podeželje in življenje na podeželju. Zdaj mogoče na malo drugačen način, kot na tradicionalen, se pravi, ne grem na polje, ne delam s traktorjem, mislim, tudi to pomagam, ampak da je še tu nek drug spekter tega podeželja na teh družabnih omrežjih, na dogodkih. Zdi se mi zelo pomembno, da tudi to je in da to tako pušamo naprej, da se tudi podeželani pojavljamo na teh dogodkih, da imamo tudi svoje dogodke. In pomeni mi veliko zaradi tega, ker sem v bistvu s tem vzgojena gor in da lahko soustvarjam in pomagam pri tem, in da dam tudi neke svoje ideje, mogoče svoja znanja, svoje izkušnje v to noter, ker vem, da recimo pač Gaber nima časa za take stvari. Zelo rad pride na te dogodke, rad se druži na teh dogodkih, nima pa časa, da bi zdaj toliko pomagal pri tem, pri nekih organizacij in kakor naprej. In če pač jaz imam to sposobnost, če rada to delam, zdi se mi, pač, da sem poklicana za to in da če lahko pripomorem k temu, pač z veseljem pripomorem k temu. Je pa res, da so to zelo neka različna področja, različna društva in pri vsakem tudi nekaj novega se vedno naučim, nekaj novega odnesem od tega in tudi gre nekako za mojo osebno rast. In da gre to lepo z roko v roki, se mi zdi ena taka res super izkušnja in super zadeva, res, tako. Če se ustaviva še malo pri tem, da si leta 2021 postala mlečna kraljica, zakaj si se v tem obdobju najbolj prizadevala? Takrat je šlo predvsem za promocijo mleka, mlečnih izdelkov, in pa seveda nasploh kmetijstva. Jaz sem takrat v tem obdobju, se mi je v bistvu življenje zarotiralo za 360 stopinj. Moram priznati, da sem tudi zaradi tega večkrat stopila v našo štalo in pomagala in tudi bolj z veseljem pomagala na kmetiji, ker sem začutila pač dobila sem nek zakaj, odgovor na to, zakaj pač bi še.
In tudi, jaz pravim, tudi če sem šla v štalo, pa samo posnet TikTok, jaz nisem šla v štalo, pa posnela, kako molzam krave in pol šla ven, ne. Pač sem dokončala delo do konca, se me večkrat tudi tu vaščani hecajo in zabavajo, ja, bo šla posnet TikTok, ne. Pa tako, ja, zakaj pa ne, pač če je to razlog, da pridem, pa zakaj ne. Tako da ja, kako je bilo točno vprašanje, ja, zakaj sem se prizadevala, torej ja, tudi za promocijo kmetijstva in da se tudi mladim, ki niso iz podeželja, prikaže in pač kaj to pomeni. Zelene doline mleko jemljajo od domačih kmetov. Zakaj meniš, da je treba slovenske kmete podpirati in ohranjati? Ja, recimo že sam, ko se pelemo po tej naši prelepi Sloveniji, lahko opazimo, kako je zelo lepo obdelana, kako je lepa, kako je zelena in mislim, da tukaj ima glavno vlogo kmet, slovenski kmet, ki obdeluje to zemljo, ki se trudi na tej zemlji, kljub temu, da je mogoče tudi pri nas tako v zelo razgibanem reliefu, da vztraja in zato se mi zdi zelo pomembno, da ga podpiramo z nakupi, se pravi lokalnih izdelkov, domačih izdelkov, ker konec koncev pač kaj bo država brez kmeta, brez hrane, pač mogoče se nam zdaj to še zdi zelo tako nerealistično, ampak se mi zdi, da hitro zdaj, če bi se karkoli zgodilo in da ne bi mogli to trgovino in kupiti hrane, bi pa zelo kmalu videli, kakšen pomen ima kmet v državi in nasploh. Tako da podpreti kmete, čeprav vem, da je težko, pač ker kmetom je težko, sploh v tem obdobju zdaj. Tako da to zavedanje tudi ostalih, ne samo nas na podeželju, ampak tudi ostalih, kako pomemben je kmet zaradi hrane, zaradi okolice, ki se ureja in vsega tega, ker brez kmeta nam ne bi bilo tako lepo, kakor nam je. Zdaj pa, da zaključiva v slogu, kaj bi rekla, mladost na kmetiji je zanimiva, saj? Saj bom spremenila zato, ker te nauči in ti da nekih vrednot in neko popotnico za celo življenje in jih lahko izkoristiš na res vseh področjih, kamorkoli te potem tudi pot zapelje. Pa še to, kako bi z eno besedo opisala življenje na kmetiji? Predanost. Ajda, hvala, da si bila moja gostja v podcastu in hvala, da sem bila jaz lahko gostja na vaši kmetiji. Veliko sreče in uspeha tudi v prihodnje. Mi pa se poslušamo spet čez 14 dni. Z vami sem bila Kaja Zupanc.